ali pa tako v Ljudski stranki pravzaprav torej nasprotujejo večjim prodajam in privatizacijam tako rekoč do konca mandata. Pravijo, da je vladna politika do Hrvaške mlačna in pravijo, da vlada glede inflacije v smislu dolgoročnih ukrepov ni naredila dovolj. Kako mogoče tudi to obnašanje koalicijske Ljudske stranke ocenjujete in vidite? Torej, vladna politika do Hrvaške ni mlačna, je realna. Mislim, da je v mandatu te vlade edini čas, ko noben enostranski ukrep s strani sosednje države ni ostal neodgovorjen in tudi sedaj je tako. Verjetno pa nekatere stranke, tudi koalicijske, gledajo javnomnenjske raziskave in v skladu s tem skušajo voditi politiko, nekatere tudi politiko sedenja na dveh stolih. Ko gre za koncepte privatizacije, ta vlada ne počne nič, kar ni bilo dogovorjeno v koalicijski pogodbi in tudi kasneje za vsak primer posamično odločeno z pristojnimi odločitvami bodisi vlade, bodisi državnega zbora.